Ok, lepo pozdravljeni, z vami tukaj je Jure Gubanc iz Kin Vital. Meni se je pa danes v telefonskem pogovoru iz Birminghama pridružil naš kolega kineziolog Tim Podlogar iz kineziolog.si. Torej, Timi, povej mi, kaj trenutno delaš? Kakor vem, si doktorski študent, ne? Ja. Danes imamo pa namen v današnji prvi epizodi govoriti o hidraciji in teku. Torej, zelo pomembna, zelo glasna tema, ki pesti mnoge ljudi. Polno je enih nesmislov in dezinformacij na tem področju, zato smo se odločili, da skupaj združimo moči in da nam ti poveš nekaj, kaj vse ugotavljaš in raziskuješ iz področja hidracije, pa da nam lahko poveš nekaj takih dobrih nasvetov. Tako da za začetek nam povej malo o sebi, kdo si, imaš čez spletno stran kineziolog.si, to sem že rekel, pa trenutno delaš doktorat gor v Angliji. Malo povej, o čem točno se gre zadeva, kaj te zanima. Pravzaprav bom začel na začetku. Moja študijska pot se je začela na fakulteti za šport, kjer sem končal študij kineziologije, in tekom študija sem slučajno naletel na temo hidracije, ki je bila, vsaj po mojem mnenju, na nek način vsaj v Sloveniji narobe predstavljena. Takrat sem se spoznal z delom profesorja Tima Noakesa iz Južne Afrike, in ravno potem nadaljnjo raziskovanje, ki sem ga delal s prebiranjem literature, me je pripeljalo do tega, kjer sem danes, torej na univerzo v Birmingham, kjer pa se sicer ne ukvarjam s hidracijo, temveč z ogljikovimi hidrati, o katerih morda kdaj drugič, ampak je pa hidracija še vedno tema, ki me nekako ves čas zanima in jo ves čas spremljam. Ok, ja, valjda, to je tebi domače področje, tudi sam se zelo ukvarjaš rekreativno, ampak kar na visokem nivoju s kolesarstvom, tako da načeloma je hidracija tudi tvoj, kako bi rekel, področje, ki te zanima iz stališča priprave športnika in pa optimalne priprave, ne. Zdaj bova šla čez par najbolj takih perečih vprašanj, ki zanimajo našo publiko, in sicer bova začela z pitjem na splošno. Ne bova govorila o alkoholizmu, ampak predvsem o današnji fami s pitjem. Torej, posod beremo strokovnjake, kako nam govorijo, da moramo čez dan veliko piti, na vsako uro, 2 uri. Dajva malo povedati o tem, torej, kaj sploh je zdravo pitje in pa koliko za dobro hidracijo potrebujemo vode in koliko pa morda drugih tekočin. Tako da o tem lahko malce poveš. Ko govorimo o hidraciji, je po mojem najboljše govoriti, ko govorimo o rekreativnem športniku, o 2 stvareh. Ena je hidracija med telesno aktivnostjo, ena je pa hidracija ko smo v mirovanju, rečemo temu, ko smo neaktivni. Zakaj? Predvsem zato, ker med telesno aktivnostjo je neka določena stopnja dehidracije neproblematična, medtem ko v času, ko smo neaktivni, se je po mojem mnenju potrebno izogibati dehidraciji. Zakaj? Ker to na dolgi rok po vsej verjetnosti sodi v težave z ledvicami, in če pogledamo, recimo raziskave kaže, da tisti posamezniki, ki večino svojega delovnega časa preživijo na kakšnih, rečemo, poljih, na plantažah, recimo sladkornega trsa v Južni Ameriki, in so kronično dehidrirani, se pravi, da cel dan so na soncu, na vročini, spijejo premalo tekočine, na dolgi rok po vsej verjetnosti to vodi v probleme z ledvicami, povišane vrednosti sečne kisline v krvi in mnoge druge še problematične zdravstvene probleme. Tako da iz tega vidika je treba gledati na dva načina, torej hidracija med
v mirovanju, takrat je po mojem mnenju so ta priporočila, torej, da čim več pijemo precej na mestu, tam se najbolj ne more priti do tega, da se preveč napijemo vode, medtem ko med telesno aktivnostjo lahko pride do tega problema. Aha. Ok, kako pa to, da med samo telesno aktivnostjo malo je tako, težko to morda razumeti, da med telesno aktivnostjo lahko prej pride do problemov pretiranega pitja, kot pa v mirovanju, ker namreč v mirovanju izgubljamo vendarle manj tekočine, ne? Torej, bi človek si mislil, da v mirovanju v bistvu se hitreje preveč hidriramo, kot pa med športom. Kako je to možno? Ja, to je precej zanimiva stvar. Što se o tem, to se ne bo zgodilo pri vseh ljudeh, to se bo zgodilo pri enem majhnemu procentu ljudi, ampak pač te bojo imeli probleme, lahko tudi smrtno nevarne. Stvar je lahko tudi smrtno nevarna. Gre pa za to, da ko smo telesno aktivni, telo na nek način gre v stanje, ko se zaveda, da bo obstajala možnost, da bo prišlo do primanjkljaja vode, in se na to odzove s tem, da sprosti hormone, ki zadržujejo vodo v telesu, se pravi, ne bo nas več tiščalo na WC, ledvice bodo pač enostavno vso vodo, ki jo sfiltrirajo, spravila nazaj v krvni obtok, in ta voda se nekako ne bo več izločila. Medtem ko v mirovanju do tega ne bo prišlo in bo pač enostavno, če bomo spili 2 litra tekočine, bo se pač se bo ta 2 litra tekočine potem izločila preko urina, pač na WC bomo mogli večkrat iti. Ok, razumem. Torej v bistvu v mirovanju, ne, če pijemo preveč, v bistvu to ni tak problem, zato ker telo samo izloča vodo sproti. V času športne aktivnosti nam pa v bistvu telo sprošča mehanizme, ki nam preprečujejo sproščanje oziroma zmanjšujejo sproščanje sečne kisline. Ne? Misliš urina, ja. Urina, ja, precej zanimivo. Ja. Torej v bistvu to je eden teh razlogov, zakaj nas pol med kakšno športno aktivnostjo ne tišči toliko na stranišče. Ne? Ja, nekateri bojo res je, ja. Nekateri bojo mogli iti pač na WC, se vidimo na kolesarskih dirkah, da morajo tudi kolesarji na malo potrebo med dirko, ampak je to veliko manj, kot bi recimo prišlo do tega, če bi bili v mirovanju. No. Čeprav, mislim, kolesarstvo na splošno problema prehidracije skoraj ni, to je predvsem vidno pri tekačih, ker maratoni, ki se jih ljudje udeležujejo, ponavadi potekajo v jesenskem ali spomladanskem času, v zgodnjih jutranjih urah, ko je pač temperaturni stres relativno nizek. To pomeni, da se pač telo ohlaja že s tem, ker je pač v hladnem okolju, in se pač ne pride do takšnega izločanja znoja. Se pravi, izgube vode niso tako velike, potem pa tekač ali pa športnik reče, ne bomo poslušali žeje, ker pač žeja je problem, je nezanesljiva in se na vsaki postaji ustavi, spije kozarec ali 2 izotoničnega napitka, rečemo temu, in misli, da pač dela najboljše za svoje telo. Pa dejansko ne, ker na koncu mogoče po vsej verjetnosti, če bo pač šlo za nekega počasnega tekača, obstaja velika verjetnost, da bo v cilj prišel težji, kot je bil na začetku. Torej, v bistvu sploh pri kakšnih aktivnostih, kot so recimo Ljubljanski maraton, ki potekajo bolj v hladnih obdobjih, pa tudi, če nismo najhitrejši ravno tekači, je v bistvu bolje, da se malo bolj poslušamo telo, če smo dejansko res žejni, pa da se ne ustavljamo na vsaki postojanki, ne? Ker teh postojank je morda celo malo preveč na teh tekaških tekmovanjih, ker če se ustavljaš na vsaki, pa spiješ veliko, pa da v bistvu nisi sploh, da vreme ni toliko zelo vroče, pa da tudi nisi toliko hiter tekač, da bi se toliko zmejil, je morda res bolje, da se malo zadržiš, pa da manj piješ celo. Ne?
Ja, zdaj lahko je ta zgareka. lahko. Ena izmed pravil tistih nekih rule of thumb, kot pravijo Angleži, bi bilo recimo, da pač nekje omejiš vnos tekočino nekje na 600 ml na uro, kar bi recimo v kolesarstvu pomenilo en bidon. Več kot 100 po vsej verjetnosti v nekih zmernih pogojih, recimo, ko ni tako vroče, ker se ne znojimo preveč, ni potrebno. Torej dobre pol litra, morda malo več. Ja. Je pa seveda tudi odvisno od velikosti pa teže posameznika. Ne? Verjetno ni isto za nekoga, ki ima 90 kg, pa nekoga, ki je zdaj, tekača. V najboljšem primeru se lahko naredi tako imenovan plan, načrt hidracije, s katerim že med treningom nekako izračunamo, kakšne bodo izgube telesne tekočine. To recimo naredimo tako, da pač v nekih pogojih, ki jih pričakujemo na nekem tekmovanju, gremo teč za 1 uro, se predtem stehtamo po teku in potem enostavno ugotovimo, koliko telesne mase smo izgubili in toliko približno naj bi bilo tudi tekočine izgubljene. In več kot 100 enostavno ne smemo spiti. Koliko je pa normalno, da se izgubi tekočine med kakšno takšno aktivnostjo, kot je ljubljanski maraton, 10 km, 20 km, 21 km preizkušnja? To je spet čisto odvisno, res, kot si že rekel, od posameznika. Recimo vemo, da nekateri se lahko znojijo tudi več kot 2 litra na uro, ampak to res v nekih vročih pogojih. Lahko pa izgubili, ne vem, samo 300 ml na uro. Ali pa popolnoma nič, če pa enostavno ne znojiš. Nekaj vode se sprosti že s tem, ko se porabljajo ogljikovi hidrati ali pa maščobe, kjer se pač nastane voda in sprosti ogljikov dioksid. Sicer to so zelo majhne številke, ampak vendarle pač do tega pride. In včasih enostavno najboljši maratonski tekači celo ne zaužijejo popolnoma nič tekočine, pa so še vedno najhitrejši ali pa med najhitrejšimi na preizkušnji. A morda veš, ko si bolj informiran iz teh stvari, na ljubljanskem maratonu, pa morda na podobnih maratonih, ki potekajo v tem jesenskem času, kje so v bistvu večje težave pri hidraciji? Za pretirano ali premalo hidracije? Torej, ima več ljudi probleme zaradi preveč pitja ali za premalo pitja? To je ena izmed stvari, ki mene precej zanima, pa ne poznam odgovora. Pred nekaj leti sem bil na nekem predavanju, kjer je zdravnica, ki je delovala na ljubljanskem maratonu, govorila o hidraciji in je rekla, da je največji problem dehidracija, da pride veliko tekačev v cilj dehidriranih in imajo zaradi tega probleme, ampak po mojem mnenju so ti primeri bili nepravilno diagnosticirani in pravzaprav niso bili dehidrirani, ampak so bili problemi nekje drugje. Eden izmed stvari, ki je pomembnih, je tudi ta, da recimo imata tako dehidracija in prehidracija podobne simptome, se pravi glavobol je eden izmed tistih stvari, ki ga ponovadi pripisujemo dehidraciji, pa je v resnici mehanistično ali pa če gledamo mehansko, pravzaprav posledica lahko tudi prehidracije, tako da samo iz tega, da ko pogledamo tekača, pa da je zelo težko ocenimo, ali je tekač prehidriran ali dehidriran. In ena izmed stvari, ko pride recimo v cilj, tekači se veliko zgodi, da se pač enostavno konča s tekom in se zgrudi po tleh. To je pravzaprav ni posledica dehidracije, kot nekateri mislijo, da je, temveč gre samo za to, da enostavno mišice v nogah ne delujejo več in se kri ne vrača več v srce, ker pač mišice v nogah delujejo kot nekakšna pumpa, stiskajo vene in enostavno pač to kri vrača nazaj k srcu in pač to se ustavi in kar naenkrat se zgodi, da pade krvni pritisk in enostavno športnik se zgrudi po tleh. Pa to ni posledica dehidracije, to ni posledica prehidracije, ampak enostavno čisto normalen mehanski pojav. Ja, kako bi pa potem svetoval recimo nekako tekaču na maratonih,
ki bere toliko enih dezinformacij, ki so danes v medijih, kot tudi, v bistvu tudi marsikateri strokovnjaki, ne, večino zelo pozivajo k več hidracij med športno aktivnostjo. Po čem naj se posameznik potem odloča, tako da mu ne bo treba prebrati celotne literature, a ne, ampak da bo nekako sami svoje, recimo temu kmečke pameti, znal presoditi, kdaj naj posluša koga, ne, ali ne pije več, ali pa kdaj naj se ustavi in da bo najdel tisto pravo mero tekočine med športno aktivnostjo. Po mojem mnenju je za nekega normalnega tekača, ki mu ne gre za, ne vem, postaviti nov svetovni rekord ali pa državni rekord, popolnoma zadostno pitje po občutku žeje. Se pravi, da posluša svoje telo in ko mu ta pač reče, da nekaj potrebuje, posebej verjetno je to voda oziroma tekočina in enostavno se na naslednji postaji ustavi in spije tisti kozarec tekočine. Dejstvo je, da če bo tekel športnik žejen, bo zmanjšal svojo zmogljivost. Če pa bo poslušal žejo, pa bo padec zmogljivosti ali nikakršen, ali pa zelo majhen, skoraj pač nezaznaven, če temu tako rečem. Ok, dajva predelati še par takih zanimivih vprašanj, ki jih imajo naši gledalci in poslušalci. In sicer veliko tekačev, takole opažam, se zelo rado poslužuje raznih dodatkov pri prehrani. Predvsem tukaj mislim na magnezij, ki ga večina ljudi, veliko tekačev dodatno jemlje. Predvsem gre tukaj za prepričanje, da magnezij pomaga pri zmanjševanju krčev med tekom, med sploh daljšimi teki. Vidim, da se že nasmehaš. Da mi malo povej, kakšna je tukaj korelacija, pa koliko kaj priporočaš, da ljudje v bistvu sploh jemljajo takšen dodatek, kot je magnezij, tablete magnezija. Za moje pojme, po mojem prepričanju, športnik, ki uživa raznovrstno prehrano, ne potrebuje nobenih dodatkov. To je neko prepričanje, ki nam ga hoče odcepati v glavo industrije, da potrebujemo od soli do celo paleto nekih elektrolitov, ampak če pogledamo raziskavo, dejansko pravijo, da pri preizkušnjah večurnih, tudi ne vem, rečemo ultramaratonih, posebej verjetnosti do prevelikih izgub elektrolitov ne bo prišlo in tudi ni nobene korelacije med koncentracijo ali pa vsebnostjo elektrolitov v krvi in pa samo pojavnostjo mišičnih krčev. Mišični krči so po vsej verjetnosti oziroma raziskave tako nakazujejo posledica tega, da se enostavno, ko pridemo na neko tekmovanje, zaradi tega, ker pač želimo doseči največ, začnemo zelo hitro, gremo prehitro in ko gremo prehitro, je pač enostavno mišična aktivacija naših mišic previsoka in to pač vodi neko prehitro utrujenost in pojavijo se krči. Torej, po tvojem mnenju, zdravilo proti krčam je boljša priprava, pa boljšo poznavanje svojih trenutnih sposobnosti, torej ne pretiravanje. Preden sva začela ta pogovor, sem še malo pregledal literaturo, kaj pravi, in ravno na to temo je pač bil zadnji konsens iz članka, ki je bil letos objavljen, da je pravzaprav gre za to, da pač potrebno je pametno trenirati, priti čim bolj pripravljen na preizkušnjo in pa potem pač pametno tempirati hitrost. Svoj tempo, ne? Ja. Ja. Ok, no to je kar precej pomemben podatek, ki si ga dal ven, torej da nekako magnezij, krči pa te zadeve niti ne gre preveč skupaj. Sigurno so ljudje, ki bojo rekli, meni magnezij pomaga. Dejansko, meni se zdi, da pač ta odgovor ali pa to opažanje je čisto na mestu. Za moje pojme je to posledica placebo efekta. Tudi če bi dobili navaden bonbon, pa bi nekdo vam rekel, da je magnezij, bi po mojem mnenju ta stvar delovala. Tako da placebo ima zelo, zelo velik vpliv na športni rezultat, pa tudi na dogajanje v telesu. Ja, ok. Smo že na tretjem
zanimivem vprašanju, in sicer me zanima, kaj meniš o drugi vrsti dodatkov, in sicer zelo popularni pri tekačih so razni izotonični napitki, geli, pa kakšna je njihova ekonomska upravičenost, torej koliko se kaj splača vlagati v takšne dodatke, ali je v bistvu, tako kot si prej rekel, dovolj, da se poslužujemo čist normalne, uravnotežene prehrane. Kot sem že rekel, pač elektroliti so za moje pojme, če gledamo čisto, ali so potrebni ali ne, bi rekel, da niso nepotrebni. Je pa drug aspekt, ki je lahko precej zanimiv in pač tudi uporaben, in sicer, da če dodamo elektrolite v tekočino, ponavadi bomo prej občutili žejo. Kar pomeni, da bomo po vsej verjetnosti spili več tekočine, kar je precej uporabno v tistih poletnih mesecih, ko je vročina res velika in enostavno pijemo lahko premalo. Takrat so pač izgube tekočine resnično velike, od 1,5 litra do 2,5 litra na uro. Popolnoma nadomestiti tekočine enostavno ne moremo, ampak če si s tem pomagamo, da damo elektrolite zraven, pa pač ponavadi to pride zraven s kakšnim okusom, in bomo pač to tekočino, veliko količino, ali to recimo 1 liter na uro lažje spravili vase. Kakšna je pa kaj razlika med učinkovitostjo recimo različnih znamk teh ponudnikov izotoničnih elektrolitov? Naslednja stvar je zdaj kaj pomeni sama izotoničnost. To je, večina ljudi tega pač ne razume, tudi strokovnjakov, ki nam prodajajo te izdelke, na nek način to slabo razume. Problem je v tem, da pač gre za izotonik, ponavadi vsebuje tudi ogljikove hidrate. In izotonik ne pomeni, pač ponavadi se nam reče, da izotonik pomeni, da je koncentracija elektrolitov oziroma soli v napitku enaka koncentracije elektrolitov v krvi. To je podatek, ki ne drži. Recimo, če bi šli samo iz tega vidika gledati napitek, bi recimo slana morska voda bila zelo podobna naši krvi, ampak tega vsi vemo, da tega se pač ne da piti. Što se v tem, da pač izotonični napitek k izotoničnosti pri izotoničnosti imajo vpliv tudi recimo ogljikovi hidrati, ki povečujejo izotoničnost ali pa hipertoničnost ali toničnost napitka, kakorkoli se že izrazimo, kar pomeni, da ima lahko izotonični napitek zelo malo elektrolitov in zelo veliko ogljikovih hidratov, ali pa zelo veliko elektrolitov pa zelo malo ogljikovih hidratov, pa bo na koncu isto izotonični napitek. To pomeni, da sam ime izotonični napitek ne pove prav veliko. Če sem odgovoril, ne vem, to je lahko nekaj ur najbolj o tem razpravljam. Ne, razumem. Torej, v bistvu, samo izotoničnost lahko v bistvu dosežemo tudi brez tega, da bi se zdaj posluževali napitkov, ki se imenujejo izotoniki. Ja, recimo, lahko samo ogljikove... praktičen primer, kako to lahko damo samo ogljikove hidrate v napitek, pa bomo lahko naredili hipertoničen napitek, pa ne bo nobene soli noter. Tako da sam pač izotonik ne pomeni, da je pač zdaj to super dobra kombinacija. Izotoničen napitek v osnovi naj bi prispeval k temu, da bi se v telo enako hitro ali pa optimalno absorbirali tako ogljikovi hidrati kot sama tekočina. Se pravi, če bi bil napitek hipertoničen, to pomeni, da bi bil zelo koncentriran, bi obstajala možnost, da bi voda namesto v kri vdirala iz krvi nazaj v prebavila. Če pa govorimo o hipotoničnem napitku, bi bila pa zgodba obratna, se pravi, bi bila voda zelo hitro prešla v kri, na drugi strani pa bi recimo ogljikovi hidrati, ki so tudi v tem napitku, zelo počasi prehajali v kri. Česar pa si ne želim. Izotonični napitek v osnovi naj bi imel ravno pravo razmerje za ta prenos delcev. Kaj pa funkcija teh gelov, ki so se pojavili v zadnjih letih, da na katerih ne marajo, spet drugi se jih poslužujejo.
načeloma gre v bistvu kaj za nek koncentrat ogljikovih hidratov. Ne? Ja, točno tako. Pač gre za v zelo majhni tekočini, zelo malo vode so raztopljeni ogljikovi hidrati, ponovadi gre za maltodekstrin, ki ima nizko, ki je veliko, pač, ni tako sladek oziroma sploh ni sladek v primerjavi z sladkorjem oziroma z glukozo, ampak ima popolnoma enake skoraj da lastnosti, se pravi, bo enako hitro prišel iz prebavil v kri. Torej, v bistvu, kaj smisel teh gelov bi bila za, ne vem, kakšen tip ljudi, za kakšen tip aktivnosti? Ja, se tako pogledamo, ogljikovi hidrati dokazano izboljšujejo zmogljivost, če jih vnesemo med telesno aktivnostjo. Zadnje raziskave kažejo, da moramo vnesti vsaj recimo nekje 40 gramov ogljikovih hidratov med telesno aktivnostjo, če želimo izboljšati zmogljivost. Se pravi, tu govorimo o nekaj urni telesni aktivnosti, kar je recimo maraton, ko govorimo o teku. 40 gramov je za nekatere ljudi precej ogljikovih hidratov, za druge malo. Jaz bom celo testiral, ravno pripravljam za študijo, v kateri bomo testirali pač 120 gramov ogljikovih hidratov na uro med vadbo. Gre za to, da je poraba energije med telesno aktivnostjo, recimo zelo intenzivna telesna aktivnost je visoka, enostavno v telo pa ne moremo spraviti velikih količin ogljikovih hidratov. In zdaj, ali bomo uporabili gele, ali bodo ogljikovih hidrati raztopljeni v sami tekočini, v napitku, ali pa bomo pojedli ne vem tablico ali kakšno sadje, kakorkoli. Gre predvsem za to, da moramo najti način, s katerim lahko pač na uro vase spravimo čim več ogljikovih hidratov in da bo to recimo naše telo preneslo, se pravi naša prebavila. Če narediva zdaj za konec še en tak prehranski mini načrt za ljubljanski maraton, torej kako približno naj ljudje naredijo svoj prehranski načrt, dokler se sedaj pripravljajo na maraton, pa kaj jest na tisti dan, pa tisti teden pred tekom, pa prav na tisti dan, da se dobro pripraviš energijsko. Da najprej neumno vprašanje, kdaj je ljubljanski maraton? Oktobra, konec oktobra. Se pravi, do takrat je še precej časa, lahko se še veliko naredi. Prva stvar, ki bi jo jaz naredil, je, da se pojede na organizatorjevo spletno stran in ugotovi, katerega proizvajalca športnih dodatkov bo pač recimo vsebovali napitki ali pa karkoli bojo že na teh postojankah ob cesti, in da se pač športnik mu priporočam, da pač te dodatke enostavno kupi, pa jih sam testira, da vidi, kako mu ugajajo, če mu ugajajo, in da jih spozna. Pač enostavno vsak proizvajalec ima neko svojo finto, neko svojo sestavo, in to recimo lahko povzroča pri komu probleme, pri drugemu ne. Je zato dobro, da pač to sproba že prej. Naslednja stvar je, da poskusi enkrat pojesti toliko ogljikovih hidratov, kolikor jih namerava pojesti med samim tekom. Se pravi, prej sem rekel 40 gramov, če bi bilo možno, bi jaz 60 grami na uro. To je približno kaj to pomeni konkretno, kakšna hrana je to 60, da se ljudje malo bolj predstavljajo? To so recimo 3 geli. Ok, 3 geli, kaj pa tisti, ki jejo raje sadje? Ja, recimo, mislim, zadnjič sem 3 povprečne banane, so to 3 majhne frutabele, to je vse približno 20 gramov ogljikovih hidratov. In na dan, torej pred maratonom pa verjetno tudi kakšne lažji obrok, tudi poln ogljikovih hidratov. Zdaj, ena izmed stvari je, ki se jih ponovadi tekači poslužujejo že prejšnji dan ali pa že v dnevih prej, je, da pač zmanjšajo količino maščob v prehrani in povečajo vnos ogljikovih hidratov, s tem dosežejo, da se zaloge glikogena v mišicah napolnijo.
S prenajedanjem to ni gre za prenajedanje, gre samo za to, da pač strukturo zamenjaš, pa enostavno dejansko dodaš malo več ogljikovih hidratov. Tudi beljakovine takrat niso več tako nujno potrebne. Naslednja stvar, ki jo lahko storijo tisti, ki imajo velikokrat probleme z želodcem, s prebavnimi težavami, imajo prebavne težave, je, da zmanjšajo količino vlaknin v dnevu do 2 pred samim maratonom, se pravi, da jejo čim bolj enostavno hrano s čim manj vlakninami. Zakaj? Vlaknine enostavno bodo stajale v prebavilih in potem lahko med tekom povzročajo težave, se pravi, nas tišči na WC, česar pa si ne želimo. To je ena izmed stvari, ki jih lahko naredimo že v dnevih prej, potem na dan maratona, se pravi, ponovadi bogat zajtrk z ogljikovimi hidrati, zopet z malo vlakninami, 3 do 4 ure pred štartom. Lahko še kaj manjšega tudi pred štartom, pravzaprav bi za večino je to priporočljivo, recimo, ne vem, kakšno sadje ali pa kar nekaj, kar pač mu paše, ali tablica ali gel celo lahko, in potem pač čim se začne maraton, čim prej začeti z uživanjem ogljikovih hidratov. Kaj pa hrana na dan maratona, hrana, ki je bogata s soljo, raje ne, oziroma ni potrebno dodajati dodatne soli na tisti dan? Včasih slišimo priporočilo, da je pač pred samo telesno ali pa dnevih prej priporočljivo dodati količino soli v prehrani, ampak jaz ne vidim ravno veliko neke znanstvene podlage v tem, namreč što se v tem, da se tudi struktura znoja potem spremeni. Če imamo več soli v prehrani, bo naš znoj tudi bolj slan, kar pomeni, da več soli, ko bomo zaužili, več bomo izločili. Torej, v bistvu, nima nobenega tazga efekta. Tako je. Ok, super. Deva čisto za konec še morda malo se dotakniti teme veganstva in maratona. Sicer danes je kar veliko ljudi se odloča za vegansko prehrano. Pa mi malo povej o tem, ali tisti vegani, ki se odločijo za maraton, ali je to zdrava odločitev, pametna odločitev, ali jo znanost potrjuje ali jo zavrača? Kakšni so kaj najnovejši izsledki? Ravno pred kakšnim tednom sem slišal od enega znanega slovenskega nutricionista in sicer tudi zdravnika, kako si ne predstavlja vegetarijanca, ki bi končal dirko po Franciji, kar me je zelo na nek način, ne vem, je bila zelo zanimiva izjava. Danes sicer vemo, da imamo na dirki po Franciji kot neka, ne vem, trotedenska preizkušnja, posebej ena najtežjih preizkušenj športnih na svetu. Imamo vegetarijance in imamo tudi vegane, ki uspešno končajo dirko in dosežejo lep rezultat, tako da jaz ne vidim nobenega problema v veganstvo, vegetarijanstvo ali pa tudi v prehrani z zmanjšanim vnosom ogljikovih hidratov. Če to nekomu ustreza, ni s tem popolnoma nič narobe in ne vidim nobenih problemov. Ponavadi morajo potem takšna vrsta prehrano, ljudje s takšno vrsto prehrane se potem znajo ponavadi sami izbrati tista hranila, da nekako nadoknadijo tisti manko, Torej, kako v bistvu se taki ljudje potem izberajo, katera živila bi ti morda priporočal ravno za uspešen tek? Pri veganstvu do pomanjkanja ogljikovih hidratov posrednosti ne bo prišlo. Sama prehrana itak temelji, tako ali tako temelji na visokem vnosu ogljikovih hidratov, tako da tukaj ni problema. So pa tudi tukaj druge stvari, na katere je treba paziti. Recimo kakšen vitamin B12 je lahko problematičen, lahko je problematična vsebnost železa v prehrani, ker pač pride do zmanjšanja absorpcije železa in so lahko dodatki smiselni. To je vse odvisno pač posameznika, pač morda se spremljati tudi krvno sliko in tako naprej.
In še zadnja stvar, ki je lahko problematična pri veganih, je, da je premalo beljakovin v prehrani. Namreč veganski viri beljakovin so nekoliko slabše kvalitete kot tisti mesni oziroma neveganski. To pomeni, da imajo manj tistih nujno potrebnih legokock, aminokislin. In je včasih potrebno recimo kombinirati več različnih vrst veganskih beljakovin, da potem prideš do optimalne sestave in takrat pač ni nobenega problema več. Je veganstvo... Torej v bistvu da se, ne? Da se, to je že več ljudi dokazali, ampak pač moraš biti malo poučen o svojem telesu. Ne? Ja, razen to, pač treba je vedeti, kaj delaš, ne iti, ne vem, v kakšne ekstreme, recimo, ne vem, jesti samo banane, to sigurno ne bo šlo skozi, še vedno je potrebno paziti, da imaš dovolj maščob v prehrani, treba je paziti, da imaš raznovrstno hrano, tako kot pri vsaki drugi dieti ali pa nekem prehranskem režimu, tako da ne vidim jaz v tem nobenega problema. Ja, okej. Hvala ti, Timi, za tale kratek pogovor, poln zanimivih odgovorov in vprašanj. Tako da do naslednjič bodi dobro, odkrij kaj novega, da bomo lahko še naprej delali take kratke, prijetne pogovorne oddajce. Tako da do naslednjič bodi fajn, pa se potem naslednjič slišva za drugo temo, in sicer bo še kaj rekla na temo beljakovin, pa morda športov moči. Tako da ne bomo skozi samo o vzdržljivostnih športih. Velja. Za danes pa sva malo obdelala tele maratone, tako da me veseli, da si bil z mano in se vidimo do naslednjič. Hvala za povabilo. Ja, čau.